Pozdravljeni. Prisrčno dobrodošli na predstavitvi Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Z vami smo danes ravnateljica Janja Razgoršek, predavatelj Luka Orisk, ki predava predmete s področja informacijske tehnologije, in Mitja Hudovernik, referent za študijske zadeve. Predstavili vam bomo Višjo strokovno šolo, programe, ki jih izvajamo, ter ostale pomembne informacije v zvezi z vpisom na našo šolo. Izvajamo 3 višje šolske programe: ekonomist, poslovni sekretar in informatika. Vsi višješolski programi so prenovljeni, kar pomeni, da so pri prenovi sodelovali delodajalci, so praktično naravnani, to pomeni, da predavatelji pri svojih predmetih dajejo poudarke na praktičnih primerih. Študenti lahko izbirajo med različnimi moduli, predmeti, pač v skladu s svojimi interesi. So akreditno ovrednoteni, to pomeni, da lahko študenti in naši diplomanti nesejo kreditne točke na visoke strokovne šole, fakultete in tudi v tujino, ker so mednarodno primerljivi. Študij traja 2 leti, raven izobrazbe, ki se pridobi, je 6/1, nazivi pa so ekonomist, ekonomistka, inženir, inženirka informatike ali poslovni sekretar, poslovna sekretarka. Program ekonomist vam bo podrobneje predstavil Mitja Hudovernik, izvoli. Hvala. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Program ekonomist v vsakem podjetju, organizaciji oziroma ustanovi potrebujejo kader oziroma zaposlene sodelavce, ki imajo znanja s področja ekonomije, in to vsekakor naši ekonomisti pridobijo v šoli. V ospredju je tako pri programu ekonomist kot tudi pri vseh ostalih programih praktično izobraževanje, o katerem bomo kasneje rekli nekaj več besed. Predvsem pa so znanja ekonomista, ki jih pridobi v šoli s področja komunikacije, tako v tujem jeziku kot tudi v slovenskem jeziku, potem s področja analize, poslovne matematike in statistike in s poslovanja kot organizacije in menedžmenta podjetja, osnove poslovnih financ in tako naprej. Seveda pa dajemo velik poudarek na te obvezne in izbirne module, predvsem na prostoizbirni predmet, s katerim se nekako radi pohvalimo, in sicer s podjetništvom, kajti podjetništvo je predmet, prek katerega študent pridobi znanja, ki jih lahko potem koristno uporabi na svoji nadaljnji poklicni karieri, in sicer bodisi da ustanovi svoje lastno podjetje, mogoče samo espe, ali pa seveda tudi ta znanja uporabi pri nekateri od svojih zaposlitev. Sledi predstavitev programa informatika. Predajam besedo Luki Orisku, izvoli. Ja, najlepša hvala, še pozdrav v mojem imenu. Torej, verjetno se vsi zavedamo pomembnosti in vpliv informatike za našo družbo. Zagotovo lahko rečemo, da živimo v neki informacijski družbi in da so strokovnjaki za tega področja zelo iskani. V programu inženir informatike pridobijo študenti znanja in kompetence na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in postanejo strokovnjaki, ki obvladujejo vse vidike svojega dela. Zdaj, nenehno posodabljanje znanja je seveda značilnost informatike, sicer pa omogoča specializacijo posameznikom, da sledijo lastnim usmeritvam po področjih. Ta področja so vse od znanja operacijskih sistemov, zgradbe in delovanja računalniških sistemov, računalniških komunikacij in omrežij, programiranja, zbirk podatkov, vse do varnosti informacijskih sistemov ter sistemskega inženiringa in administracije. Poleg teh strokovnih področij oziroma predmetov v predmetniku so tudi splošni predmeti s področja tujega jezika, poslovnega komuniciranja ter ekonomije. Ob zaključku študija pa bo študent imel pridobljena znanja za uspešno delo na področju informatike, kot so recimo nameščanje, vzdrževanje, servisiranje IKT opreme, načrtovanje in vzpostavljanje in upravljanje lokalnih omrežij, sistemske inženirika in administracija, razvoj in upravljanje z modernimi spletnimi aplikacijami in spletišči, izobraževanje končnih uporabnikov IKT opreme in storitev ter pa svetovanje in tehnična podpora uporabnikom, tako da bodo na koncu študenti res dobili tista praktična znanja in kompetence, ki za svoje delo potrebujejo. Študenti zaključijo program poslovni sekretar, se lahko zaposlijo v poslovnih tajništvih, kot desne roke direktorjev, vodij oddelkov, v računovodstvih ali pa v kateremkoli oddelku poslovanja v podjetjih, organizacijah in ustanovah.
Prav tako je poudarek na praktičnem izobraževanju, kot smo danes že velikokrat izpostavili, na komunikacijskih veščinah, tako v slovenskem kot tujih jezikih. Trenutno izvajamo angleški in nemški tuji jezik, če pa bi bil kakšen drug interes, pa bi izvajali tudi katerega od ostalih tujih jezikov. Poudarek je seveda na sodobnem pisarniškem poslovanju. Vemo, da se predvsem v teh razmerah in v tej hitrem razvoju, zaradi tega hitrega razvoja, sodobna pisarna seli na splet. Poudarek je prav tako na organizaciji dogodkov in protokolih. Zelo veliko znanja pa pridobijo naši študenti v tem programu s področja informacijske tehnologije, saj izvajamo modul spletno poslovanje, kjer imajo kar 4 predmete z tega področja. Praktično izobraževanje je zelo pomemben del višješolskega izobraževanja, saj naši študenti kar 10 tednov oziroma 400 ur v obeh letnikih preživijo v podjetjih, ustanovah in organizacijah. In če se naši študenti izkažejo in delodajalci prepoznajo njihov potencial, jih zelo velikokrat kasneje tudi zaposlijo. Sledijo informacije glede dokončanja izobraževanja, vpisnega postopka in možnosti prakse v tujini. Mitja, izvoli. Hvala. Naši študenti dokončajo izobraževanje, se pravi, zaključek izobraževanja je diplomski izpit, ki je sestavljen iz 2 delov, sicer iz diplomskega dela in pa zagovora le-tega na diplomskem izpitu. Seveda, predtem pa morajo študenti opraviti vse izpite, opraviti morebitne ostale študijske obveznosti, praktično izobraževanje in, kot že rečeno, na koncu tudi diplomski izpit. In s tem potem pridobijo enega izmed strokovnih nazivov. Vpisna mesta. Za naslednjo študijsko leto imamo vpisnih mest dovolj, in sicer v programu ekonomist imamo 80 mest za redni študij in 70 mest za izredni, od tega je 30 mest za dislocirane enote v Velenju. V programu informatika imamo 45 mest za redni študij, ter prav tako 45 vpisnih mest za izredni študij v Slovenj Gradcu. V programu poslovni sekretar pa imamo 45 mest za redni študij in pa 30 vpisnih mest za izredni študij, od tega jih je 15 v dislocirani enoti v Velenju. Prva prijava poteka preko elektronskega obrazca, ki je dosegljiv na spletnih straneh Višješolske prijavne službe iz Celja, in povezava do tega obrazca pa bo seveda objavljena tudi na naši spletni strani, in sicer poteka do 18. marca 2021. Zelo pomembno je, da se izpolni ta spletni obrazec, nato natisne, podpiše in potem pošlje podpisan na Višješolsko prijavno službo v Celje. Sam potek vpisa sledi nekako tako, da nekje približno najkasneje do 21. julija dobite sklepe o tem, da ste sprejeti, in potem sam vpis v študijske programe na naši šoli pa poteka potem do 20. avgusta. Do 23. avgusta pa bomo nato objavili še preostala prosta vpisna mesta, ki bodo ostala po prvi prijavi. Druga prijava potem poteka po enakem postopku kot prva prijava, in sicer od 24. avgusta pa do 31. avgusta 2021. Kot pa že povedano, postopek poteka popolnoma enako kot za prvo prijavo. Izredni študij, se pravi, izredni študij izvajamo v naši matični enoti tukaj v Slovenj Gradcu in tudi v dislocirani enoti v Velenju. Je organizacijsko prilagojen, kar pomeni, da so pri številu ur pač določene prilagoditve. Traja prav tako 2 leti, predavanja pa izvajamo večinoma 2-krat na teden, kdaj se tudi zgodi mogoče 3-krat na teden, ampak v večini 2-krat na teden. Predavanja pa seveda se začnejo tudi v oktobru 2021, tako kot za redni študij. Gradivo je tako za redni kot tudi izredni študij vključeno v sam, se pravi, študij, pri izrednem študiju pa dodatnih stroškov, kar se tiče gradiva, ni. Kaj vam pa še na naši šoli ponujamo kot dodatno, se pravi, poleg tega teoretičnega dela, ki poteka v šoli, bi izpostavil prvo stvar, in sicer možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini.
Naša šola se je prijavila v projekt Erasmus Plus in smo že veliko let v tem projektu. To pa pomeni, da imamo možnost naše študente in seveda kasneje tudi katerega izmed diplomantov, da ga pošljemo v tujino opravljati praktično izobraževanje. Se pravi, namesto da opravlja praktično izobraževanje v Sloveniji, ga opravlja v tujini. Imeli smo študente, ki so bili že praktično v vseh državah Evropske unije, se pravi od Portugalske, Velike Britanije, Avstrije, Nemčije, Francije, Romunije, Poljske in tako naprej. To praktično izobraževanje traja 3 mesece, se pravi skupaj 12 tednov. Študent pa dobi določen znesek, ki mu rečemo štipendija, s katero potem financira pot do kraja, kjer bo opravljal praktično izobraževanje, nastanitev, se pravi prebivanje, hrano in te stvari. Sledi predstavitev sodobnih učnih vsebin, sodelovanje med predavatelji in študenti, študentska skupnost ter informacije o strokovnih ekskurzijah. Luka, beseda je tvoja. Hvala za uvod. Bom kar povedal malo, kako je od same ustanovitve na višji strokovni šoli potekalo sodelovanje med predavatelji in študenti. Zdaj, najprej tukaj vidimo, da se mi res trudimo uporabljati sodobne učne vsebine in pa da uporabljamo nove metode. Zdaj, nenazadnje, večinoma se nekako skušamo zanašati na spletne učilnice, videokonference so v tem času zelo popularne in se nekako mi prilagajamo kot tudi študenti. Tukaj v fotografijah vidite, da smo imeli tudi gostujoče predavatelje iz stroke, vedno radi povabimo kogar, ki kaj lahko pove študentom, pokaže neke primere dobre prakse. Na fotografiji tudi videno, ko je študentka na izmenjavi predavala svojim, bom rekel tamle, sošolcem iz tujine in smo mi to spremljali preko videokonference. Potem naprej, če pogledamo v prosojnicah, vidimo, da v naših projektih vedno nekaj skušamo zagotavljati sodobno opremo, nenehno skušamo, bom rekel, investicije nekako planirati, da računalniška oprema ni zastarela, investiramo dovolj finančno, da lahko sledimo vsem trendom iz vidika in imamo lepe računalniške učilnice, tudi predavalnice so urejene za sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, tako da na to smo zelo ponosni. Potem samo sodelovanje med predavatelji in pa študenti nenehno spodbujamo. Tukaj na teh fotografijah vidite, da imamo veliko srečanj, veliko skušamo z študenti na razne načine sodelovati, prireditve, nenazadnje tudi potem v nadaljevanju imamo fotografije z športnih srečanj, sodelujemo recimo izzovemo študente v odbojki, to je potem kar na naslednji drsnici, vmes še rekreacija. Tako, se pravi, mi se trudimo študente nekako motivirati, da prihajajo z veseljem v naše prostore, da se nekako družimo in da spodbujamo sodelovanje med študenti in predavatelji. Organiziramo tudi strokovne ekskurzije. Tu na teh fotografijah lahko vidite recimo strokovno ekskurzijo v Gorenje, da smo bili kar nekajkrat na Dunaju, na kakšne mednarodne sejme, v podjetja, kjer naši študenti upravljajo prakso. V glavnem, naše sodelovanje z podjetji je zelo, bom rekel, tesno in nenehno se skušamo tudi tako izmenjavati znanja med študenti, pa ko gremo na obisk na kakšno strokovno ekskurzijo, da vidimo, kaj se dejansko v praksi tudi dogaja. Hvala lepa. Na šoli delujejo tudi klub diplomantov, karierni center in izobraževalni center. V klub diplomantov se aktivno vključujejo naši diplomanti, za njih organiziramo razne posvete, seminarje, okrogle mize, pač v skladu z njihovimi interesi. Karierni center pa se vključijo naši študenti že med samim študijem in jim na tak način pomagamo načrtovati njihovo karierno pot. Izobraževalni center višje strokovne šole pa organizira tečaje in seminarje
posvete tudi za zunanje udeležence. Višja strokovna šola Slovenj Gradec je šola, ki je pozitivno naravnana, se pravi, jo odlikuje pozitivna naravnanost, visoka strokovnost predavateljev in ostalih sodelavcev višje strokovne šole in pa predvsem možnost opravljanja prakse v tujini. Predvsem pa so nam na prvem mestu zadovoljne študentke in študenti, kar vsako študijsko leto tudi preverjamo. Ocene zadovoljstva pa so odlične. Šolo odlikujejo tudi priznanja, predvsem državna priznanja, jabolka kakovosti. Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki, spletni strani, na elektronskem naslovu ter na socialnih omrežjih Facebook in Instagram. Zelo veseli pa bomo, če nas boste tudi osebno obiskali v naši šoli. Želimo vam dobro izbiro, zagotovo pa je to Višja strokovna šola Slovenj Gradec. Hvala lepa za vašo pozornost.